valjda ne moremo mimo famoznega zasebnega dogodka, poroke leta, desetletja, ne vem, kako naj to rečem, ki je postala neka skoraj da javna politična manifestacija. Zdaj po kosih dobivamo preko družbenih medijev tudi posnetke izza kulis. In takoj po tem veselem dogodku, ko je premier dahnil, da je res srečen, ne, pa so šli še na kongres, kjer so plebiscitarno potrdili zavezanost svojemu liderju, zapeli oziroma poslušali in potrkovali ob ritmih Bela čau, napovedali božičnico in borbo za drugi mandat. Oceni, Marko, malo daj te medene tedne Goloba. Ja. Ti medeni tedni sem, ne vem, še ni par tednov, kar sem napisal, da bojo kratki, ne? Ampak se očitno podaljšujejo, ne? Zdaj so to postali politični medeni tedni, ne? Same poroke imam, pa vsega tega človeka okrog nje, imam pun kufer. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Poslušalke in poslušalci, bralke in bralci, gledalke in gledalci, zdravo in dobrodošli v novem podcastu Večer za vikend. To je tedenska različica našega dnevnega podcasta Večer je zjutraj. Prejšnji teden smo v tem studiu razpravljali o stanju v Evropski uniji, danes pa bomo naš fokus nekoliko zožili in se še bolj posvetili notranje političnim zadevam. Zato seveda ni nobeno presenečenje, da je z nami Marko Crnković. Dober dan, Marko. Zdravo. Naš kolumnist, urednik in vsestranski opazovalec slovenske politične in širše družbene scene. Marko, nazadnje sva avgusta debatirala, se mi zdi. Ja, kmalu bo 2 meseca. Tako da nekaj se je nabralo zadev. Ampak se vračajo na velika vrata. Ne? In kaj se je vmes zgodilo, ne? Na velika vrata, dobro. Kaj se je vmes zgodilo? Sonce je zašlo do pomladi, poletno sonce, in prišla je tista opevana, vroča politična jesen. Si privoščil že kakšne kostanje? Ne še, kostanjev še ne, me pa že včasih zebe, ja. Torej si kakšen vroč politični kostan na mizo lahko serviramo kar midva in ga seveda pokomentiramo za naše poslušalke in poslušalce. Zdaj, veliko stvari se dogaja, frekvenca dogodkov v slovenski politiki se počasi pred volitvami seveda še bolj zgošča, ampak štartajva takole, bom dal za izziv komentar, kolumno, ki jo je pred nekaj dnevi napisal kolega, odgovorni urednik Necenzuriranega, Primož Cirman. Nekako tako je postavil pozicijo oziroma tezo, torej desnica, slovenska politična desnica je za volitve bolj ali manj zložena, pripravljena, po štajersko bi rekli, da je perajt. Na levici pa še vedno bazar. Dogajanja pa v veliki meri gonijo in poganjajo osebne zamere, narcisizmi, majhnih razlik, skratka, če izmerimo formo, v kateri vstopa cel slovenski politični spekter v to vročo politično jesen, da spet to floskulo ponoviva, je desnica res v toliko boljših pozicijah, štartnih blokih za kampanjo kot levica, ali se ti ne zdi tako? Ja, s Cirmanom bi se deloma strinjal, deloma pa ne. In sicer dejstvo je, da je desnica vedno pripravljena, ne? Oni so vedno v štartnih blokih in vedno... Sploh Janša. Ja, predvsem Janša, no, seveda. Drugi niti ne, ne? In je... Oni se vedno upajo, da bo že čez en teden ali pa en mesec padla vlada, če to ni seveda njihova vlada, ne?
Tako da to se mi ne zdi nič novega. Ne? Desnica je vedno pripravljena. Ne? Desnici gre na roko tudi neka splošna družbena klima. Ne nazadnje tudi to, kar se dogaja v Ameriki, gre njim na roko. Ne? To je neka pač ta retradicionalizacija, nek vzpon dobrega, starega, ampak izdatno prenovljenega konzervativizma, ne, ki odmeva in se počasi prijema tudi pri nas. Ne. Po drugi strani pa bi rekel, da se mi levica, ne, kar zadeva levico, se mi pa ne zdi, da je tak bazar. Ne. Mislim, ne da bi zdaj... Ne bi rekel, da so tako pripravljeni kot desnica, ampak niso pa, mislim, da vejo, kaj delajo. Ne? Če se s tem strinjamo ali ne, Gibanje Svoboda je zdaj v neki ofenzivi, da ne rečem, da se deloma rebranda s takimi pogruntavščinami, kot je obljubljena božičnica, ne? Levica je tudi, se zdi, da se s tem rebrandanjem Gibanja Svoboda največja vladna stranka in levica vedno bolj zbližujeta, ne, do neke mere. Ne, levica je bila vedno tako malo rezervirana do... Kaj sploh še ostane SD-ov, torej? To je verjetno največje vprašanje v obstoječi koaliciji. Ne? Verjetno bojo ugotovili, da se jim skregali se ne bojo, po mojem. Ne? To so v 3 letih. Ja, premalo je tudi dovolitev, da bi se zdaj komorkoli izšel račun izstopa ali nekega kreša. Ta koalicija je bila precej disciplinirana, ne? Tako med sabo niso se kregali, vsaj ne preveč očitno, in niso si grozili z razpadom oziroma izstopom iz koalicije in tako naprej. Ne? Tako da je pa res, da je SD v najbolj nezavidljivem položaju zato, ker je predsednik njihov gospodarski minister, ne? In pač enostavno, tako kot levica prej pri tistem famoznem oboroževanju in tej ustanovitvi, ko se že reče Dovos, grozna kratica. Tako kot je levica vedno potihem, ne preveč na glas protestirala proti povečevanju izdatkov za oboroževanje, tako zdaj tudi ne more gospodarski minister odkrito podpirati te ideje božičnice, ne? Čeprav bi kot socialni demokrat lahko, ne? Oziroma socialni demokrati bi skoraj da morali to podpreti, ne? Če so res socialni demokrati. Ne? Tako da bomo videli, kaj bo. No? Skratka, bazar ravno ni, no? Kot pravi Cirman, je pa še tukaj neki nejasnosti, ne? Kaj bo, kako se bo ta koalicija lotila volitev oziroma predvolilnega boja. Ne? Ok, božičnici, ki je letos vsaj v obliki obljube prišla hitro, ekspresno, se vrnejo, dajva pri desnici ostati, mogoče na začetku še nekaj časa. Ja, se strinjam, Janša je vedno pripravljen, on je že v ponedeljek, če ni v funkciji sestavljene vlade pripravljen, da bodo volitve čez 1 teden, 1 mesec, čez 1 leto, čez 2 leti, čez 3 leta. Torej, to stalno treniranje politične stranke, ki jo vodi že 30 let, je proces, ki teče neprestano, stranka je v napetosti, mobilizaciji, nenehno. Mogoče je pod pojmom, da je desnica zdaj bolj pripravljena na volitve, bilo mišljeno tudi to, da je prišlo do še zadnjega premika na desnici, in to je do rošade na vrhu Nove Slovenije, torej Tonin out, Vrtovec. In mogoče je bil to tisti
puzl, ki je nekako hegemono desnice manjkal v tej zgodbi. Na drugi strani pa tudi Logarju ne kaže slabo. Pri nekaterih temah, kot je famozni vojaški SDH, ki se zdaj imenuje Dovos, po novem se celo nekako lahko diferencira od ostale politične scene, tudi od Janše, čeprav ni dvoma, da verjetno gre tu za neko koordinirano akcijo ali kakorkoli, ampak v tem smislu mogoče zdi, da so zvezde za Janšo in njegovo naslednjo, torej zdaj že 4. vlado, postavljene tako, kot si je on želel, torej, da se je znebil mogoče vodstva NSI-ja, ki je zapelo pri sodelovanju z njim, da Logarju, ki bo tu nek ključen člen, kaže razmeroma solidno, in da ne nazadnje na levici, v koaliciji stvari še niso povsem dorečene, Prebiliča pa še čakamo. Torej, mogoče je kako si videl to spremembo na vrhu NSI-ja? Logarjevo zdaj zadnje pozicioniranje, nastopanje. Kar zadeva Logarja, bi rekel, da on ima občutek, da on še vedno ne deluje prepričljivo. Njemu za začetek ni nihče verjel, da je njegov izstop iz SDS iskren, vedno so vsi, mislim, večina domnevala, da gre za premišljeno potezo, ki je dogovorjena z Janšo, kar ni nujno res. Je pa res, da je Logar še vedno medu, on ne da kaj dosti od sebe, nima te neke karizme, da tako rečem. Ampak misliš, da to, kar kaže, ni dovolj za te manjkajoče glasove, teh nekaj odstotkov, ki desnici ponavadi zmanjkajo? Po mojem, on ne bo na volitvah dosegel tako dobrega rezultata, kot mu zdaj kažejo te raziskave, ker treba pač računati na to, da bojo glasovi, da bo več glasov šlo k tistim, ki bojo znali stvari bolj ostro povedati, karkoli že, levi in desni. Logar je pa nekako zadržan, in se mi zdi, da nima tega, nima te privlačnosti, da tako rečem, ki bi volivce neodločne, vsaj malo desno orientirane volivce pripeljal k sebi. Torej tiste, ki zavračajo Janšo, so proti levi sredini in jim je mogoče NSI malo preveč farška, torej preveč demokrščanska. Kar pa zadeva NSI, bi rekel, da oni niso farški, oni so sicer se radi deklarirajo, ampak bolj formalno kot krščanski demokrati, niso pa oni kakšni strašno farški, če ne upoštevamo, ne vem, mogoče Cigler Kralj, ki je vedno znal protestirati proti tem novodobnim levičarskim, ne preveč moralnim predpostavkam, kot pravica do splava, LGTB, družinske zadeve, LGBT in tako naprej. On mogoče še najbolj. Stranka sama je pa v celoti bolj manj neka konzervativna, več ali manj neoliberalna stranka, ki se deklarira, ki napoveduje pro-biznis, stranka. Pro-biznis, pro-razvojna. Oni se imajo za razvojno stranko oziroma napovedujejo, da če bojo oni prišli v vlado, da bo to razvojna vlada. Mislim, kar se mi zdi tisto popolna floskula. Za en disclaimer, Pavel Gantar, nekdanji politik,
je v Večeru v kolumni prejšnji teden napisal, da je razvojna koalicija ena taka floskula, ki jo uporabiš vedno znova, ko nimaš kaj bolj konkretnega in bolj pametnega povedati. Razvoj se dobro sliši. Ne? Ja. Mislim, smeri razvoja, veš. Ne? Socialističnega, konzervativnega, ne samo upravljanja. Ja, tako je. Tako da, če se vrnemo k NSI, meni je precej uganka že to, zakaj je Tonin sploh toliko vztrajal pri tej konfrontaciji z Janšo, češ da z njim pa ne v vlado, ne? Ker je sicer politik srednjih let, ni pa več prav zelo mlad in bi od njega lahko pričakovali, da se je v politiki že nekaj naučil, ne? Se je že dosti dolgo v politiki. Ne? Tako da mi ni čisto jasno, zakaj je toliko šel z glavo skozi zid proti SDS. Ne? In tudi to, da je Vrtovec tako zlahka prišel na čelo NSI, se mi zdi precej nenavadno, ne? Kar pomeni, da je imel očitno Tonin še manj podpore v lastnih vrstah stranke, ne? S to svojo trmo, da z Janšo pa ne, da se mi zdi to še tem manj razumljivo. Ne? Tako da zdaj ne vem, kaj bo ta Vrtovec ni ravno začel prav zelo dobro. Ne? Zakaj ne? Kaj misliš? Napadal je Niko Kovač in nevladnike. Niko Kovač ni dobro češen zobat. Ne? Ja, ampak to razumem v funkciji neke dimne bombe, ne? Odvračanja pozornosti v resnici od bolj neprijetne teme. To je domnevno spornega obvodnega financiranja stranke preko inštituta Janeza Evangelista Kreka, ne nazadnje nekih policijskih ovadb oziroma preiskav. To ima NSI na glavi, ja. Čeprav mislim, da to obvodno financiranje, to po mojem vsi delajo, ne. Tako da se mi zdi, da ne bi bilo treba ravno z vsemi topovi in celo z izmišljenimi trditvami okrog teh 300 milijonov evrov, ne, z vsemi topovi napast neko vplivno nevladno levičarko. Ne. Tako da pravim, da z Niko Kovač ni dobro češen zobat, zato ker očitno ima vpliv. Ne? Zdaj ne vem, če lahko ima pred volitvami tak vpliv, kot ga je imela pred referendumom o vodah. Ne? Ima ga pa zagotovo. Ne? Verjetno ima večji vpliv kot Nova Slovenija. Ne? Čeprav ni stranka. Ne? Pa vidiš Vrtovca v čem sploh drugačnega od Tonina? Gre za generacijska politika, sopotnika, soborca. Ta menjava je pač v bistvu neka kontinuiteta v resnici. V čem lahko on stranko odpelje v stran od parlamentarnega roba, iz te cone tveganja za politično preživetje Nove Slovenije? V čem je lahko sploh drugačen? Sej to je pač v bistvu ona dva sta na nek način do zdaj bila dve plati enega in istega kovanca. To so bili fantje, ki so takrat vrnili pač NSI z nekim trdim delom pod Ljudmilo Novak nazaj v parlament, kar je v Sloveniji kar težko, ko enkrat izpadeš. Ampak v resnici dobro, Vrtovcu pripisujejo to boljšo gospodarsko naravnanost in mogoče še malo večjo pragmatičnost kot Toninu, ki v nekih zadevah bil zaletal, se pa je zdaj očitno službo v Bruslju kar dobro potolažil. Ne? Ja, seveda, ta napaka se mu je obrestovala. Hočem reči, da Tonin in Vrtovec sta dve plati iste medalje, ne? Tako da v bistvu ne vidim neke bistvene razlike. Ne? Je pa res, da sem skoraj prepričan, da mislim, ni dvoma, da bo NSI zagotovo prišla v parlament. Ne? Navsezadnje so na sceni že
precej dolgo, ne, in čeprav so vedno pomožno kolo od SDS, imajo tako rekoč zagotovljenih tistih svojih plus minus 5-6%, da pridejo v parlament in verjetno bo tu nekje tudi zdaj. Ne. Tako da, zdaj govori se o neki koaliciji oziroma celo skupni listi z SLS-om, da bi se SLS v bistvu na ta način skozi stranska vrata nekako vrnil na sceno ali pa se v končni fazi celo spojil. Mislim, da z Novo SLS Slovenijo. je precej zanemarljiva zadeva zdaj v tem primeru. Ne? Če se bojo morda znašli. SLS bi v bistvu morali narediti tako, kot je, oziroma ali bi Janša to mora narediti, ali pa Vrtovec, ne, da jih inkorporira. Ne. SLS nima več smisla, taka kot je, in tudi po mojem ne bojo kaj dosti dosegli, če bi nastopili, če bi se stavili z NSI z neko skupno listo. Mislim, da iz tega ne bo nič. Ne. SLS ni več politična blagovna znamka in bila je, pa ni več, in s tem se bi po mojem morali sprijazniti, ne? In se nekako pridružiti, tako kot je Golob naredil z SAB in z LMŠ. Ne? Pač, tako kot sta Alenka Bratušek in Šarec pogoltnila Ponos, ne? Je šla v Golobo. Ne? In sta šla v Golobu. To je pač realnost slovenske politike. Zdaj, trenutno Janševo držo vidiš tako kot večina, ki pravi, da je Janša zdaj v svoji radostni fazi, ne? Da je celo poletje izkoristil, da je bil z svojimi člani po planinah, potem je začel obiskovati razne dogodke, sejme, hvalijo se z pristopnimi izjavami, smeji se, slika se z mladimi. Maševal je tako rekoč. Maševal, torej ta neka ovčja koža. To je zdaj ta garderoba za ta čas Janeza Janše, ki ga seveda poznamo tudi v popolnoma drugačnih političnih preoblekah. Ne? Ampak zdaj je verjetno na neki točki pogruntal, da predčasnih volitev ne bo, da je treba da je zdaj čas za nasmehe in pozitivna sporočila in je treba prihraniti za res tisti finiš kampanje. Zdaj se me spomnil, da mislim, da bo kakšno leto tega, kar sem napisal tekst, ko je Janša nek blazen futuristični traktat napisal in to tako rekoč po datumih. Svojih znamenitih esejev, ne? Ja. Esejist. Kaj se bo zgodilo, to je bilo pred to oprostilno sodbo v Celju. Ja. Ampak on je nekako je zgrešil s tistimi scenariji. Precej, totalno je zgrešil. Ne? Tako da, v bistvu bi si bilo treba zmisliti eno rubriko zelo pamtilo, tako kot ga je imela Mladina. Ne? Za nazaj upominjati ljudi na to, kaj vse so napisali. Ne? Mislim, politike. Ampak se ti torej ne zdi zdaj to neka umetna poza, ki jo zdaj gledamo od njega? Ne, sej Janša zna biti konstruktiven, kako naj temu rečem. Ne? On ima te faze, ki so bodisi pred volitvami, on ne bo kakšnih, ne bo nobenega zmerjal ne s prostitutkami, ne z... to je za neke druge čase rezervirano. Ja, ne, to je pač potem si da duška, ne? Če zgubi na volitvah, je še tem bolj jezen in razočaran in potem pač se ne drži več nazaj. Ne? Zna pa se držati nazaj, ne? On zna konkretno govoriti, ne? Sej tudi zna kaj konkretnega narediti, ne? Sej, mislim, marsikaj je bilo seveda grozno, ampak pač, ko SDS dela, ne? Pač nam je to všeč ali pa ne? Tudi zdaj v opoziciji delajo marsikaj. Ne? Ok, zdaj pa, gled, če po desnem zavoju skrenemo še malo v levo. V Golobu imamo dosti štofa in materijala za predebatirati. Valjda ne moremo mimo famoznega zasebnega dogodka, poroke leta, desetletja, ne vem, kako naj to rečem, ki je postala neka skorajda javna politična manifestacija. Zdaj po kosih dobivamo preko družbenih medijev tudi posnetke izza kulis. In takoj po tem veselem dogodku, ko je premier dahnil, da je res srečen,
ne, pa so šli še na kongres, kjer so plebiscitarno potrdili zavezanost svojemu liderju, zapeli oziroma poslušali in potrkovali ob ritmih Bela Čau, napovedali božičnico in borbo za drugi mandat. Oceni, Marko, malo daj te medene tedne Goloba. Ja. Ti medeni tedni sem, ne vem, še ni par tednov, kar sem napisal, da bojo kratki, ne? Ampak se očitno podaljšujejo, ne? Zdaj so to postali politični medeni tedni, ne? Same poroke imam, pa vsega tega človeka okrog nje, imam pun kufer imam, vsega, ne? Čeprav sem tudi sam k temu prispeval, sicer bolj kritično, ne ravno s tem tračarskim užitkom kot kakšni bolj pogrošni mediji, ampak res imam dosti tega, no, mislim. Poročila sta se, najbolj srečna, gremo naprej, ne? Ta kongres, seveda, mislim, to je bilo treba priznati dobro sinhronizirano, ne? Koliko je bilo? Je bil en teden vmes med poroko in kongresom? Teden ali dva. Režija? Imamo režijo, ampak nima veze, teden, dva, torej teden gor ali dol. Ja, to je bilo dobro sinhronizirano, kot je bilo seveda tudi dobro zrežirano, kako naj temu rečem, ta Bela Čau, ne? To je zdaj kar naenkrat, so pa zdaj oni levičari, ne? Bela Čau slišimo seveda v nekih partizanskih pravoverno zgodovinskih kontekstih, ne? Nazadnje smo to slišali ne na proslavi, ampak na tako rekoč pop dogodku leta 2014, ko je bila tista proslava v Stožicah. Ne? Ali je bila tam internacionala? Ne. Bela Čau, ne? Na katero je veselo ne ravno poplesavala, ampak si je brundala v brado tudi takratna predsednica vlade Alenka Bratušek. Ampak ni ona pela Bandiera Rosa. Bandiera Rosa je bila. Ja, točno. Presneto. Bandiera Rosa. Ja, sorry, se pravičujem. Ja. No, ampak vse to je tako, kontekst je isti, ne? To je ta mednarodni pop-partizanski uporniški kontekst, ne? Ja. Tako da in to je bilo nekako po mojem sinhronizirano s tem, da se Gibanje Svoboda poskuša rebrandati, ne, kot sem prej rekel, kar je bilo seveda usklajeno s tem predlogom s predlogom božičnice. Ne. Ampak, ko sva se prej malo pomenkovala, preden je Alen vključil kamere, si upozoril na en dvoumni pomen tega besedila. Pop besedila so vedno malo dvoumna, ne, in jih ne moremo zelo resno jemati, ne. Ampak spomnil sem se pa na to, ne, da se jo mojo, da partigiano tu mi devi sepelir, ne, kar pomeni, če padem kot partizan, me boš morala pokopati. Torej, Golob gre na volitve kot partizan proti Nemcem, ki so bili visoko favorizirani. Ampak ima svojo drago, ne, ki ga bo pokopala, ko bo padel kot pohorski bataljon, ne, bog ne daj. Ne. Bo padel Golob na volitvah? Zdaj, uspelo mu je to sva že ugotavljala, pa sam ponoviva, ne. Torej, stranka ni se razsula, ne, to je prvi ta projekt hitrega političnega inženiringa, ki med mandatom ni razpadel, ki drži neke rejtinge, primat na polu, en faktor Prebilič pride, Timo sicer nisi pripisoval nekih prebojnih možnosti, ampak kondicija Svobode pol leta pred volitvami se ti zdi, solidna, Solidna v tem smislu, da se trudijo, ne vem pa, ali z tega kaj bo ali ne. Dejstvo je, da ko je
Gibanje Svoboda začelo zgubljati podporo, ne, pred kakima 2 letoma, ne, ni padlo tako zelo nizko. Ne. To je bilo seveda neprimerno manj podpore, kot so je dobili na volitvah, ne. Ampak ni pa to tako nizko, ne, ker po volitvah oziroma med enimi in drugimi volitvami so ljudje bolj ali manj nezainteresirani in glede na to nezainteresiranost volivcev, tudi njihovih podpornikov, ne, je to bilo še vedno še kar veliko. Ne. Tako da Gibanje Svoboda ne stoji tako slabo, kot mnogi mislijo, ne. Prav zelo dobro pa tudi ne. Tako da vse je odvisno od te aritmetike. Ne, od božičnice, ali kaj? Ne. To je druga zadeva, koliko bo to prispevalo. Ne. Če so že pri tem na Golobovem pa v Boštjančičevem mestu ali pa še na, ne vem, Meščevem, jaz se ne bi preveč zanašal na to hvaležnost. Ne. Hvaležnost je hlapljiva politična dobrina. Dober point. Tako da, kaj jaz vem, približno to, kot božičnica bo nek 600 pa nekaj evrov. Ne. Ja, 40. Ja, nekaj takega. Približno toliko, smo vsi državljani, celo otroci, malo manj, dobili recimo od Počivalška takrat za tiste bone. Ne. Pa pogled danes, kje je danes Počivalšek. Pri Janši, v strateškem svetu. A smo mu hvaležni, ne? Je kaj imel od tega, da nam je dal, mislim, v tem smislu ne. To smo veselo porabili in adijo, ne. Nismo ga pa zato še enkrat volili. Tako da, tudi ta... Si še kaj na kongresu opazil zanimivega, kar te je zintrigiralo, ali pa nasplošno v vladnih Golobovih potezah v zadnjem času, razen da je Golob izvedel Goloba pri tej božičnici, ker drugi tako rekoč niso vedeli, kaj bo predlagal, povedal, torej ni se ne s socialnimi partnerji, ne s koalicijskimi partnerji, kaj pretirano konzultiral prednje, s tem bi rekli v bivši državi iztrčal. Golob je izvedel Goloba, Nataša Avšič Bogovič je izvedla Natašo Avšič Bogovič, pa Sara Žibrat je izvedla Saro Žibrat. To so bili precej, sem celo napisal enkrat, da to mislim, kot da bi Popita poslušal leta 70 ali kdaj. To so res popolnoma prazne floskule, ki po mojem bolj odganjajo ljudi od, če to seveda sploh slišijo, če pride do njih, kot pa jih privlači neka božičnica. Tako, ljudje niso hvaležni, hočem reči, zamrljivost in prezirljivost je pri ljudeh močnejša motivacija kot hvaležnost, sploh do politikov. Politik se ti hitro zameri, hvaležen mu pa zle pa nisi. Ja, sploh na levici. Sploh na levici. Ja, Levica je pa sploh znana po tem, da ima izrazito nezveste in nezanesljive in fluidne, da tako rečem, volivce. Desni volivci so zvesti, trdni, seveda obstajajo tudi neodločni, ki pol časi razmišljajo in se dolgo odločajo, ampak jih ni to kot na levici. Desnica ima bolj zanesljive volivce kot levica. Se strinjaš s ocenami, da se Golob utrjuje kot neki napol avtoritarni voditelj svoje stranke, če ne celo vlade? To zdaj kroži nekako po komentarjatu. Tja, mislim, da vsak predsednik vlade mora biti malo avtoritaren. Mislim, če nič drugega, mora biti avtoriteta. V tem smislu je Golob še premala avtoriteta, bi rekel. On pač rad nastopa in deluje euforičen, zlasti po poroki še tem bolj in rad maha in je dobre volje in optimističen, vmes še kaj nepremišljenega ali nekoordiniranega, neusklajenega blekne. Ampak
avtoritarnost ni sama po sebi slaba, ne? Vsaj ne ta navznoter, ne? Znotraj neke vlade, neke oblasti. Ne? Avtoritarnost je zoprna zadeva, če se nanaša na državljane, ne? Na neke konkretne vladne ukrepe, ki omejujejo pač neke svoboščine ali pa neko demokratično odločanje. Ne? Drugač pa ne, v tem operativnem smislu avtoriteta ni nič slabega. Ne? Dobro. Božičnico si nekako ocenil kot bombonjero, darilo, bombon, eni pravijo torto, z omejenimi efekti, ampak to bo zdaj... Darilo ja, ampak to ni nek strašen argument. Ne? Ja. Budemo realni. Karkoli naredi katerakoli stranka in katerikoli politik, ne glede na svojo politično opcijo, ki jo zastopa, bo interpretirano kot politično darilo. Ne? Vse je nabiranje političnih točk. Ne? V politiki je vedno vse nabiranje političnih točk, še tem bolj pa to percipiramo v predvolilnem času. Ne? Vsaka razprava v državnem zboru je nabiranje političnih točk. Vsaka interpelacija, vsak referendum, ki ga kdo razpiše ali magari vsili, to je vse nabiranje političnih točk. Ne? Tako da očitati temu, da je ideja božičnice darilo, to sicer je res, ampak s tem več ne povemo, ne? Ker to bi lahko si zmislil kdorkoli, oziroma tudi, če se ne bi tega zmislili, bi si pa zmislili kaj drugega in bi bil očitek isti, ne? Tako da to ni zelo relevantno. Ne? Vprašanje je bolj, zakaj problem je v tem, da s to božičnico vlada poskuša državljanom dopovedati, da so oni najboljši delodajalec. Ne? Ker ti ta drugi delodajalci, seveda v privatnem sektorju, niso navdušeni, ne? Ker pač ne gre vsem tako dobro, da bi narekovajih razmetavali denar, ne? Pa če je to še tako lepo, pa solidarno, pa... Ja, pa pri eni firmi je bilo tudi prav, ne? Pri eni firmi bi bilo seveda absolutno prav, ne? Ker kapitalizem je vedno pač dvoumna zadeva, ne? Tam nikoli zatrdno ne veš, ne? Tudi če imaš vpogled v neke bilance in te poslovne izkaze, ne moreš biti prepričan ali res nekdo ne more dati 13-14 plače ali pa povišati plače, ne? Ali ne, ne? Tako da v nekaterih primerih bo zagotovo prav, da če bo vlada prisilila delodajalce k obveznemu izplačilu božičnice, ne? V nekaterih primerih pa to ne bo prav, ne? Ker nekaterim pa res gre dovolj slabo, da bi celo prizadeti prejemniki teh plač razumeli, da si njihovo podjetje, v katerem delajo, tega ne more privoščiti. Ne? Zdaj pozorno bomo seveda spremljali v naslednjih tednih, ko se bomo sestajali tukaj. Kaj bo ostalo od tega predloga? Psihološki moment. Ne? Zakaj božičnica? Ne? Zakaj enkratno izplačilo? Ne? Če deliš teh 400 in nekaj evrov z 12, prideš na 50. 640 prideš na 50 plus evrov, 53, šel računa, 640 deljeno z 12 je 54 evrov, recimo, da zaokrožim. Ne? Če bi vse plače, vsi, tako v privatnem kot javnem sektorju, povečali za 54 evrov na mesec, to ne je bilo nič takega. Ne? Ja. To je ta psihološki moment, za 3 pice, da ti dobiš naenkrat. Ne? Če pa dobiš to 12 krat po 54, je pa to se skoraj da ne pozna. Ne? Tako da... Okay, tako da z tega sliši, to je odlična ideja. Zdaj, ker Golob je že imel kar nekaj vehementnih idej, pa se potem na koncu niso dobro končale, ne? Oziroma niso ugledale luči sveta v obliki neke res zakonodajne rešitve. Mislim, da se iz teh nepremišljenih obljub pa že toliko naučil, da bo zdaj to držal, ker ne verjamem, da bi zdaj od tega odstopil. Ne? Pa če Han odpelje
socialne demokrate iz vlade, po mojem. Ne? Ne, to jih ne bo, po moje. Ampak dajva še socialne demokrati, si omenil, na kratko sva jih ošvrknila na začetku in seveda Levico, ne, če sva že pri stanju na Levici. Levica ima en problem in ta problem sliši na ime dolgotrajna oskrba. Njeni ministri oziroma njen minister je zadolžen za projekt, ki je kljub temu, da se denar, prispevki že pobirajo, še vedno v franžah. Ne deluje, ni informacijski sistem, ki bi omogočal izdajanje odločb, ne deluje in tako naprej in tako naprej. Ja. Je dolgotrajna oskrba lahko, ne vem, kako se naj izrazim, Waterloo Golobove vlade ali kaj? Ne, po mojem ni, ne. Mogoče je, ne vem, ampak... Ker to zadeva dosti ljudi, ne, dolgotrajna oskrba. Ja, dosti ljudi zadeva, ampak zadeva je, mislim, jaz se vidim tako, ne. Dejstvo je to nefunkcioniranje zakona o dolgotrajni oskrbi do nadaljnega, ne, vidim tako, da kot PR napako, ne, kako lahko sprejmeš in lansiraš nek zakon, ki ne deluje, vsaj ne tako, da bi ljudje opazili. Ne. Dejstvo je, ne, po drugi strani, da pač denar se je začel nabirati, ne, od teh prispevkov za dolgotrajno oskrbo, ne. Ampak se nabira in ne bo šel nič, ne. Pač nabira se, preden kaj izplačaš, moraš nekaj vzeti, ne. Tako da ne vidim kakega strašnega problema, razen razen v tem smislu, da ljudem to seveda ne všeč. Ja, da te storitve ljudje potrebujejo, ne. Ja. Je pa tudi res nekaj, ne. Jaz, kot rečeno, ne vem čisto točno, kaj vse to prinaša, kaj bojo imeli ljudje, recimo, ki niso v domovih starejših občanov, v tej tako imenovane institucionalni oskrbi. Ne? Ja, Maljevac je povedal, da bodo seveda položnice za oskrbnine bistveno nižje. V domovih absolutno, ne? In to za nekaj 100 evrov, ne? To ljudje pozabljajo, ne? Koliko je sploh ljudi, to je na 10,000 ljudi v domovih starejših občanov, ne? In to se, a bomo spet zdaj hvaležni zaradi tega Levici, vprašanje, ne? A si bo Levica s tem no, za dolgotrajna oskrba je tema, ki jo desnica zelo jaha proti vladi, ne? Ja, to ne razumem teh, mislim, da to ni druge razloga, kot da pač jahajo vse, kar se zajaha da. Poleg seveda drugih, tudi zdaj zelo identitetnih trem, tradicionalnega načina življenja, evropskih vrednot v tem smislu, tako naprej. Torej, Levica bo očitno vpoklicala Mesca nazaj v prvo vrsto, ne? No, hvala Bogu. Tu bo neka sprememba, koordinatorstvo, mislim, da so se celo na zadnji že tega dotaknila, ne? Amban Matjaž Han, to še moramo, ne? Kaj pa on in njegova stranka? Zdaj, tu zanimiv fenomen je se okoli Hana pač razvil, ne? Han vztraja pri vrhovih lestvic priljubljenosti, ne vem, na obrtnem sejmu, ko se pojavi v Celju, gospodarstveniki tam trepljajo ga po ramenih, javno povedo pred celo dvorano, da Matjaž Han je operativen gospodarski minister, da dvigne telefon tudi v gatah, ko je že doma in tak dalje. Ampak nekega realnega efekta te njegove priljubljenosti v javnomnenjskih raziskavah in med gospodarstveniki, ki jih on kot resorni minister pokriva, pa ni, ne? Kaj se dogaja po tvoje, ne? Zakaj je to tako? Ali je SD zgrešil resorje, ki jih pokriva, zunanje zadeve, gospodarstvo, kohezija in ne morejo odpirati pravih tem, ali je stranka toliko v nekem primežu tudi lastnih napak, afer, od Litijske in tako naprej, da se ne izvije iz teh svojih nekaj odstotkov, ali gre, kar ni zanemarljivo,
sam si to omenil, za nek globalni trend, ne, zatona socialdemokracije kot politične ideje in koncepta. Ne. Ja, to gotovo, ne? To, kar si nazadnje rekel, ta zaton socialne demokracije. Ne? To je precej pase, ne? Žal. Ne? Je pa tudi res, da, kar si prej rekel, da ti njihovi resori, spravo zunanja politika, gospodarstvo pa kohezija, niso neki... In pravosodje sem pozabil. Ja, pravosodje, točno. Ja. Niso neki strašni resori. Ne? Tu pri teh zadevah se težko, ko bi rekel, razcveteti. Ne? Težko je dobro delati. Ne? Mislim, da je zlasti je to težko za Hana, ne? Na področju gospodarstva. Ne? Ker gospodarstvo je treba priznati, da gospodarstvo ima zelo, zelo močno podporo medijev. Ne? Bolj kot katerakoli politika. To se pri Božičnici zdaj videlo. Ne? To se je videlo pri Božičnici, to se vidi pri tem, koga mediji sprašujejo, kako hitro si vlada zmisli neko pogruntavščino, nek zakon ali karkoli, ki ima neke socialne konotacije, takoj tečejo k Brodnjaku, takoj tečejo k Jocu Pečečniku in potem na gospodarsko zbornico in to je potem vsaj nekaj časa uradna platforma medijskega odziva na to zadevo, ki je domnevno celo socialistična, ne, kot radi rečejo gospodarstveniki. Ne. Tako da se mi ne zdi, ne, da čeprav tudi gospodarstveniki so v nemilosti, ne, recimo zadnje čase, zdaj sem nedavno, ne, da kakšne strašne dividende si izplačuje Batagel, ne, kot upravljalec Postojnske jame. Cene vstopnic za Postojnsko jamo so pa blazne, ne? 100 € za neki člansko družino. Ne? Mislim, kaj zvem, iPhone je tudi drag, ne? Kako ne rečem, ne? Poenostavljeno rečeno. Ne? Seveda, mislim, lahko bi stal manj, ne? Koliko je zdaj ta margin med vzdrževanjem Postojnske jame in vsem, kar je zdrav. Skratka, Postojnska jama in iPhone sta luksus, pač, ne? Čeprav Postojnska jama, ne vem, zakaj bi morala biti luksus, ne? Ja, je neka naravna znamenitost, ne? Ampak kdo pa pravi, da so naravne znamenitosti vsem dostopne, ne? Težko je bi poprečen človek, poprečen turist lezel tistih par kilometrov sam med kapniki po spolskih tleh, ne? Zato mora biti vlakec, ne? Zato mora biti infrastruktura. Zato mora biti luč, ne? Mora biti take zadeve, ne? Nekdo to mora organizirati. In žive jaslice. Eksploatirati to naravno danost. Ne? Ja. Tako da Batagel pač služi, ne? To ne vidim razloga, da vidim. Ampak zdaj nisi mi čist, ne? Hana še, dajva malo. Han, ja. SD. Kaj je tu? Po tvoje? Han je po mojem priljubljen zato, ker zna stvari lepo povedati in zna biti, ni prepriljiv, zna biti všečen enim in drugim. Je pa res, seveda, da ravno to, da je enim in drugim všečen, ljudi drži nazaj. Ne? Tako nobenega čisto ne more vzeti za svojega. Boljše je imeti nekaj vernikov in nekaj hejterjev. Ne? Ja, poslovneži ga nima čisto za svojega, ker je včasih malo socialen, ne? Ljudstvo delovno ga pa tudi nima zato, ker pač le mora delati v interesu gospodarstva, ne? Kar je v vsakem primeru, v obeh primerih to malo sumljivo. Ne? Ampak najbrž ne vidiš neke težave za preboj v parlament, za SD, ki ima podobno neko strukturo, bazo, neko... Kar zadeva prihodnjo vlado, je vse samo stvar aritmetike. Koliko bo dobil Janša, koliko bo dobila NSI, koliko bo dobil Logar, ne? In na eni strani in koliko bo dobili Gibanje Svoboda, SD in Levica, ne? Pa mogoče Prebilič. Ne? Ok, daj, Prebiliča si omenil, vse smo o njem že veliko, odštevamo do kongresa. Si opazil
videl karkoli v zvezi s tem projektom? Prebliče sem videl. Kar te je zintrigiralo, presenetilo? Ali... Ne, Prebliče sem prvič videl. Ali čakamo, da položi na mizo neke karte? Prvič sem ga videl v živo na 50-letnici univerze, prejšnji četrtek. V Mariboru. V Mariboru, ne. Tako da nekako sem hudobno si mislil, se je že začel kazati, ne, je že, no pa se je recimo tudi akademik. Ne, ja, pa v Mariboru ima pisarno evropskega poslanca, kar je pohvalno. No, eto. Tako da to je okej, ne. Ja. Skratka, v njegovi zgodbi vidiš kakšen premik, ki bi ga bilo vredno zdaj analizirati? Ne še. Mislim, da je ta Prebilič precej uganka, malo smo že pozabili z mano vred, kako se je on obnesel na predsedniških volitvah. Ne slabo, kot vemo, relativno ne slabo, zmagal ni in verjetno bo podobno tudi zdaj. Zmagal ne bo, se bo pa zelo mogoče solidno obnesel. Bomo pa videli. To bomo še videli. Res težko bi napovedal. Ja, tako kot... Ne vem niti komu bo jemal glasove. Ja, te, ki so se odvrnili od Svobode, so zagotovo kandidati za to, da se priklopijo tej politični zgodbi. To mi še, Marko, povej, je leto 2026, ko bodo volitve, tisto leto, ko bodo v parlament v Sloveniji prišli populisti, tipa Stevanović? Po mojem ne. Po mojem ne. Slovenija se ne bo usedla na ta vlak. Po mojem se zato ne bo usedla na ta vlak, zato ker so že obstoječe mainstream stranke dovolj populistične, da ne rabijo ekstremnih populistov. Populizem je integralen del slovenske mainstream strankarske politike, tako da po mojem ne rabimo teh ekstremistov, da tako rečem. Dobro, še to mogoče, preden greva počasi proti koncu. Nataša Pirc Musar je ta teden nastopala v New Yorku na OZN. Si spremljal, se je slišal slovenski glas v tej kakofoniji mednarodnega. Ja, lahko bi govorila slovensko, če smo že pri tem. Ja. Ja, sem spremljal, ampak ne preveč zainteresirano, moram priznati. Povedala pač to, kar je zdaj, to je že treba omeniti, to, kar je pred meseci rekla, to, da se v Gazi dogaja genocid, kar je bilo takrat še precej drzno, to je zdaj že mainstream skoraj da postal, da gre za genocid. Tako da z tega stališča je bil pač spodoben govor, zaradi katerega nam ni treba biti narodno, to pa je tudi vse. Mislim, narodno je lahko Američanom, ampak seveda ni zaradi ničesar narodno. Ja, kakor komu. Dobro, Natašo Pirc Musar volitve čakajo nekaj kasneje za parlamentarnimi, o tem bova še kdaj drugič. Omenil si še, da si bil na obletnici Mariborske univerze. Abrahama ima Mariborska univerza. Nejasni, ti nisva bila študenta Mariborske univerze, ampak vseeno, ko si poslušal tam govore ljudi, se pogovarjal, si slišal kaj pomembnega, samokritičnega, samoreflektirajočega za stanje Mariborske univerze in sicer znanosti, akademskega prostora v Sloveniji? Ne, kaj zelo kritičnega in samo refleksivnega ni bilo slišati, ampak to na vse zadnje bila pač protokolarna zadeva. Moram priznati, da sem šel tja iz čist nekih osebnih nostalgičnih razlogov, ker je moj oče bil prvi prorektor takrat ob ustanovitvi. Tako da mi je bil pa zelo, zelo všeč ta umetniški program, ki je bil eden boljših, kar sem jih zadnje čase gledal na teh protokolarnih zadevah, od Prešernovih proslav do ne vem česa. No, bila je super, en me celo pohvalil, začuden, da sem ga pohvalil, tista proslava ob obletnici Evropske vesoljske agencije v Vitanju.
Tista je bila tudi zelo dobra. No? Ampak tole, glede na to suhoparnost, da tako rečem, to dolgočasnost teh faktografskih podatkov o ustanovitvi in napredku univerze v teh 50 letih, je bila ta predstava zelo, zelo zanimiva in privlačna in inovativna. Tisto v režiji Matjaža Latina. Ne? Tudi po zaslugi Ivanušiča. Ne? Ja, nič, ok, skleneva počasi za tokrat. Greva v naslednje tedne spremljanja političnega. Upam, da ne še čez 2 meseca. Ne, zdaj se mora disciplinirati ali kak. Ne vem, če je bilo 2 meseca. Ampak 2. avgusta je bilo. Ja, Pikolina, skoraj 2 meseca. To ima dola opomin. Za vsak teden. Ja, mogoče bo potem, ko se bodo približevale volitve, res. Ajde, kaj bo prinesli naslednji tedni v politiki? Daj, poglej malo v kroglo. Bomo budno spremljali. Dobro. Marko Crnković, hvala lepa za tokrat. Hvala, Matija, hvala tebi. Torej, kmalu. Vam, poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci in seveda bralke in bralci Večera, pa velja prav tako zahvala, da spremljate naš podcast Večer za vikend. Z nami je bil danes Marko Crnković, podcast sem vodil Matija Stepišnik in naj bo to tudi vabilo, da se na podcast naročite, nam pišete. Predvsem koga opomnite, da se je na ta podcast dobro naročiti tudi zaradi drugih sogovornikov, ne samo zaradi najo, ki nastopajo. Vrnem pa se še čez nekaj sekund, zato da vam povem, kaj boste brali v Večeru v soboto in Večeru v nedeljo. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Kaj bomo brali Večeru v soboto? Prečesali smo sedanjost, pa tudi preteklost in prihodnost jeklarstva z osrednjo skupino SI, slovenska industrija jekla. Kdo drži vajeti v njenih rokah? Je ruski lastnik SI bogatil ali izčrpaval? Kakšni so scenariji in perspektive? Bo država spet izdatneje vstopala v SI? V kakšnem stanju je jeklarska panoga in širša kovinska industrija, strateška tudi zaradi delovnih mest? Naslednja tema. Kdo sme hoditi v cerkev? Zakaj blagoslovljen plišasti kuža na Brezjah ne bi smel nikogar motiti? Kaj sporočajo politiki sovražnim govorom na družbenih omrežjih? In ali so frančiškani res dobili dar vreden $500,000 evrov? Pater Pavle Jakob, frančiškani župnik v župniji Marijinega oznanjenja na Tromostovju, pravi, da smo svobodo zlorabili za zlo. Saj marsikdo misli, da če živimo v demokratični državi, lahko vsak vse reče, si izmisli ali butne ven laž, pa jo 10-krat ponovi. Z njim se je pogovarjala Franja Žižt. Citiram: bili smo zelo uspešni pri spodnašanju zaupanja v družinske člane in obupni pri grajenju splošnega zaupanja mladih. Andreja Kutin se je ukvarjala s tem, kako je pandemija spremenila mlade. Slabše je duševno zdravje mladih, pri čemer so relativno nov pojav okužbe z negativnimi čustvi. Erodirano je zaupanje mladih v družbo, a so tudi svetle plati. Mlade bolj zanimata politika in družbeni angažma. Pa bomo znali to izkoristiti? Preselimo se še Večer v nedeljo. 11 menikov slovite enajstice. Kako je Anže Kopitar iz sramežljivega gorenskega fantiča, ki mu je družbo v prvih korakih po profesionalizmu Los Angelesa delal navihani Saša Vujačić, zrasel v hokejsko legendo, ki se bo naslednje leto poslovila od aktivnega igranja hokeja. Morje ima pred pisarno in tudi v njej. Jadranu Klincu, ki je že 12 leto direktor uprave za pomorstvo, je bilo morje položeno v zibko. Že z imenom, ki so mu ga izbrali starši. In še reportaža, tokrat balkanska avantura, od bolgarske sončne obale preko Grčije do albanske morske lepotice Sarande, pa preko Črne gore in Hrvaške do domačega Praga. Vse to Večerov v soboto in v Večeru v nedeljo na različnih kanalih. Vam pa voščimo prijeten bralni vikend in seveda bela čau. Se vidimo, se beremo in se slišimo.